Lepo pozdravljeni. Jaz se najprej zahvaljujem, da ste me povabili v vašo družbo in upam, da bom znala na tak zanimiv način predstaviti svoj pogled iz svoje stroke na temo, ki ste si jo danes zastavili. Tako da sem dolgo premišljala, kaj naj povem. In potem sem se odločila, da vas bom poskušala uvesti v eno posebno področje arhitekture, ki se ukvarja z gradnjo in oblikovanjem mest, imenuje se urbanizem, ki je zanimivo zato, ker je še posebej težko definirati, kaj je na tem področju umetnost in kaj je lepota in to razmejiti od razuma in tehnike. Tako da jaz bi zdaj, če bom znala se tole, mislim, da bom našla, tale je po mojem, ker seveda jaz vam brez slik težko karkoli razložim, pa morava tukaj, ne, takole, ja. Zdaj predstavila bom zelo na kratko primera dveh projektov. Oba obravnavata ameriška mesta. Ta prvi je izredno slaven projekt ameriškega arhitekta Franka Lloyda Wrighta, in sicer gre za projekt, utopični projekt, ki ni bil realiziran tako po načrtu, ampak je v bistvu vseboval idejo, kako se bo Amerika urbanizirala, in to se je tudi uresničilo, čeprav ne točno tako, kot je on načrtoval. Drugi projekt je pa prav tako iz Amerike, to ju druži med seboj, je pa moja osebna izkušnja izpred nekaj let. Sem pač tam načrtovala razvoj enega mesta in potem se mi je zdelo zanimivo primerjati, kako so šli te postopki načrtovanja, ali so podobni, ali so drugačni. Zdaj seveda daleč od tega, da bi se jaz s Frankom Lloydom Wrightom primerjala, zaradi tega, ker je seveda on eden največjih umetnikov vseh časov in tudi arhitekt in urbanista. Zdaj, tema lepota je seveda vezana na umetnost. Arhitektura in urbanizem sta zelo abstraktni umetnosti in sta s tem izjemno sorodni z glasbo. Tako da vam jaz pravzaprav danes lepote v arhitekturi tukaj ne morem predstaviti, ker se jo da doživljati samo tam. Se pravi, ti moraš iti v ta prostor, v to mesto, da doživiš prostor in da ugotoviš, ali na tebe učinkuje kot nekaj lepega, ali te stimulira, ali te odvrača. Tako da bom pač pokazala proces, kako ustvarjamo arhitekturo in seveda tudi oblikujemo mesta, in v tem procesu razmejiti tisti del, ki je racionalen, od tistega, ki to ni, ki je pač, ne, bi skoraj da rekla, nezaveden in tudi ne vemo, kadar ustvarjamo, kdaj se nam zgodi, in to se pač zgodi in je nerazložljivo, ne? Tako da bolj kot od nekih samih oblikah bi govorila o tem procesu. Zdaj tukaj vidimo neko sliko, ki bi lahko bila seveda tudi umetniška slika. V resnici je pa to maketa za načrt mesta, ki ga je poimenoval Frank Lloyd Wright kot Broad Acre City, gre pa za model urbanizacije Amerike. Zdaj to je v bistvu, ta slika je maketa, ki je tudi narisana v obliki načrta, to je pa tehnični načrt. Tukaj vidite, pač te črte so ceste, ne, manjše, večje, dovozne ceste, to je nek hrib, reka, potem so razporejeni po teh kvadrantih določeni programi, rekreacija, kultura, stanovanja, industrija. Ampak vse skupaj je v bistvu neko načrt za kompozicijo, ki ste jo prej videli, oziroma za razvoj ameriških mest, ki je temeljil na ideji, da bi vsaka družina imela en aker zemlje, tam, kjer stanuje. Hišo in en aker zemlje, s čimer bi se lahko preživljala. Zdaj,
takšna razporeditev stanovanjskih stavb po prostoru je bila možna, zaradi tega, ker se je takrat pojavil nek tehnološka iznajdba, to je avtomobil. Ker namreč, če vsaka družina živi v enem takem, recimo toliko velikem kvadrantu, to je približno 50x80 metrov veliko za eno družino, ima težavo, je to zelo razpršeno mesto, se pravi, razdalje med stavbami so velike in če ne bi bilo avtomobila, seveda to ni izvedljivo. Tako da vizija Broadacre City temelji na uporabi avtomobila, kar vemo, da vse danes v Ameriki velja in se Amerika tudi resnično tako razvija. Zdaj, to je pa ta maketa, tako zgleda, tista slika, ki sem vam jo najprej pokazala. Gre za ogromno maketo, ki seveda jo je bilo treba zgraditi iz nekih materialov in tudi za njo narediti načrt, zato lahko rečemo, da so to neke tehnične faze, kjer seveda umetnost ali pa neko umetniško ustvarjeno nima takšnega pomena, ampak so druga vprašanja v ospredju. Zdaj, to je pa končno neka vizija tega, ki jo je tudi on osebno narisal. Teh slik je več, 3 ali 4, izdal je tudi knjigo, ki je v bistvu politični program, kako bi se naj Amerika razvijala. Nastala je pa v času te prve velike krize v 30 letih ta knjiga. In tukaj vidite, da vse vklopo, tehnologijo, recimo celo neke vozeče po zraku zadeve, tu vidite to reko, stadion, potem polja, stanovanjske stavbe, skratka v glavnem velike zelene in seveda avtocesta. Avtocesta z takimi zelo hitrimi križišči, ki so dvignjena na tlemi, zato da se avtomobili lahko hitro premikajo. Se pravi, to je bil nek postopek, ki razlaga, kaj v bistvu arhitektura in urbanizem sta. Kot sem omenila, je abstraktna umetnost in se nikoli ne zgleduje po naravi. Ona temelji, ni samo umetnosti, tudi tehnika in znanost, vse prepleteno, kar je specifika arhitekture v primerjavi z drugimi disciplinami. Da ni tako ozko usmerjena, ampak v bistvu je zelo mrežno organizirana in povezuje zelo veliko strok in s tem tudi veliko vprašanj razrešuje, ki se tičejo ljudi. Zdaj, stroka se je utemeljila sama v sebi, kot vidite, še pred našim štetjem, to je zelo znana knjiga, ki še danes velja za temelj arhitekturnih teorij in tudi praks tega Vitruvija, to je bil nek arhitekt in gradbenik, rimski vojak, ki je postavil ta 3 glavna načela, kaj arhitektura mora zadovoljiti, se pravi načelo lepote, načelo trdnosti in načelo uporabnosti. To se veže na umetnost, na tehniko, zadnja pa seveda na družbo. Značilno za arhitekturo, kar jo loči od drugih, recimo umetnosti, je tudi to, da mora biti uporabna. Se pravi, tehnološko mora delovati, pa tudi vedno mora biti namenjena ljudem. Se pravi, načrt in izvedba morata biti takšna, da izboljšata pogoje bivanja za ljudi. To je tudi neka taka posebnost. In zdaj bom pa jaz na tem lastnem projektu pokazala, kako je potekal ta proces, pa boste na koncu lahko sami primerjali, ali je podoben ta proces ali ni, kar pomeni, če je, pomeni, da je to res, kar sem vam zdaj povedala. Projekt zadeva neko manjše mesto na jugu Združenih držav, v državi Louisiana, to je v bližini reke Mississippi, ki izgleda iz zraka takole. To je pa zdaj rezultat tega procesa urbanizacije, ki si ga je Wright zamislil v Ameriki. Kot vemo, ni prinesel tako dobrih rezultatov za ljudi, kot si je on želel.
ampak je v bistvu družbo razbil, individualiziral na manjše zaključene skupine, kar se pa danes kaže recimo v tej pretirani individualizaciji, ne samo v Ameriki, ampak povsod po svetu, ki pač ima v družbi te negativne posledice, kot jih ima. In zdaj to je kot jih vsi poznamo, to je središče tega mesta, ki ga tvori ogromen zapor, to je tole, ampak to je glavna cesta, mislim, prav center. Tole je banka, ki vidite, tukaj nima vhoda, ne, sploh, to je popolnoma zaprta stavba, ne. Potem je, tukaj je šerif, šerif, in v vseh drugih stavbah ob tej ulici so odvetniške pisarne. Drugih programov tukaj ni. In vsi se vozijo z avtomobili, kot vidite, ogromna parkirišča, ni pločnikov, ni ljudi na cesti, zelo malo zelenja. Tudi tale zapor, tole, kar vidite, je vhodna ploščad, spodaj je garaža, tukaj ni za kaznjence, ne? To je še zunanji del zapora. To so vse celice in edina odprta površina je tukaj zadaj, eno malo košarkarsko igrišče. To je vse, kar imajo, je pa ogromno zapornikov not nekaj čez 1000, ne, 2000 takega v tej stavbi. Tako, se pravi, to zdaj je bil predmet natečaja, ki ga je mesto razpisalo, to mesto Lafayette, v sodelovanju z njihovo fakulteto za arhitekturo in likovno akademijo, pa tudi civilno družbo so povabili zraven. Te so bili tudi člani žirije, kar pomeni, da res so načrti, ki jih mi izdelujemo, namenjeni ljudem in oni se tudi do njih opredeljujejo. Zdaj, naš načrt je bil izbran kot najboljši med 80 prispelimi deli, tako da vse te udeležniki, o katerih sem zdaj govorila, so pač v njem prepoznali nekaj dobrega, kar pomeni, da je vse te lepota, trdnost, uporabnost, vse te kriterije nekako enakovredno zadovoljil. Zdaj, vsak načrt, kot ste že pri Wrightu videli, se začne z nekim teoretskim razmislekom. Zdaj, mi smo takrat se postavili smo tezo v bistvu, ne, da je to mesto treba opremiti z nekimi trajnostnimi elementi, se pravi, uvesti neke strategije, ki so značilne za evropska trajnostna mesta. To so te 4, ki so tukaj napisane, se pravi, omogočiti, da se bo dalo po mestu pešačiti in s kolesom voziti, potem uvesti noter več zelenja, imate deleže recimo zračunane, to je zelo zanimivo, zdaj imajo toliko zelenja, ne? Mi smo želeli tak delež doseči, potem to so pač neke organizacijske sheme programov, se pravi, cilj je bil, da bi različne programe uvedli v to središče, razen teh, ki obstajajo, se pravi, neko hibridnost, neko odpornost bi skozi programe v center upeljali in pa seveda neko organizacijo gostot zidave in uporabnih površin. Skratka, to je bil nek teoretični nastavek, ki smo ga potem spremenili v tehnični načrt tega središča. Tukaj vidite ta zapor, a ne? Zdaj, to je bila včasih ta glavna ulica, ki smo jo presekali, tako da promet zdaj poteka samo do tukaj, se razdelili v desno. V tem delu smo pa postavili novo stavbo z različnimi mešanimi programi, med drugim tudi knjižnico, se pravi, takšni programi, ki koristijo ljudem in so javno dostopni. Predtem smo naredili velik trg, ozelenitev in tudi neke obstoječe stavbe smo opremili zelenimi strehami, zato da smo izboljšali klimo, ker je tam v bistvu taka ali zelo vlažna klima, kadar pa ni dežja, je pa zelo vroče in suho in smo pač s to več zelenja tudi uravnavamo klimatske razmere. Zdaj, iz tega seveda je nastal neka zasnova, ki kaže oblike, no in tukaj je ta preskok, ki se v bistvu ga ne da razložiti, kako
kako iz vseh teh nastavkov pač pride točno do take oblike, ne. Tukaj seveda so neki notranji vgrajeni mehanizmi v ustvarjalcu, ki avtomatično v glavi podzavestno seštevajo red, kompozicijo, skladnost, umerjenost in vse te elemente pač likovnega ustvarjanja, da narediš neko celoto, ki ima končno neko tako vizijo, ne, se pravi nek razvoj, ne samo stavb in oblik, ampak predvsem življenja v mestu, da bi se te navade spremenile in da bi ljudje imeli boljše pogoje. Tukaj vidite pač te knjižnico, ne, potem javno osvetljavo, zato da povečamo varnost tudi po noči, pa seveda ljudi, zelenje, ki tukaj hodijo. Tako da to sem vam jaz danes pripravila.